Spoštovane in spoštovani, v dvorano prihaja predsednica Republike Slovenije doktorica Nataša Pirc Musar v spremstvu zagovornika načela enakosti gospoda Mihe Lobnika. Živej nas in narodi, ki krepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Daroja, prost bo sahne vragle, sosed bo mejak. Daroja, prost bo sahne vragle, sosed bo, ne vragle, sosed bo mejak. Spoštovana predsednica Republike Slovenije, spoštovani predsednik Ustavnega sodišča, predsednik Vrhovnega sodišča, nekdanja predsednika Republike Slovenije, predsednica Računskega sodišča, ministri, varuhinja človekovih pravic, poslanci Državnega zbora, svetniki Državnega sveta, diplomatski zbor in ostali cenjeni visoki gostje. Prisrčno pozdravljeni na slavnostni prireditvi ob 10. obletnici delovanja zagovornika načela enakosti. Zelo smo počaščeni, da se bomo skupaj v tako raznoliki družbi sprehodili skozi krajši program in prisluhnili razmislekom visokih gostij in gostitelja, zagovornika načela enakosti. Naj pred besedo priložnost damo glasbi. Z nami bo nocoj zbor Crystal Queer Choir. Nastal je leta 2022, kot odziv na potrebo po varnem prostoru za zborovsko ustvarjanje znotraj queer skupnosti. Njihovo ključno sporočilo vključujočnosti sovpada z poslanstvom zagovornika načela enakosti. V knjižice, ki so pred vami, smo dodali tudi besedila pesmi, ki jih bomo danes poslušali. Pesmi govorijo o vrednotah, ki so, verjamem, skupne vsem nam, ki smo tukaj v dvorani. Vabljeni k poslušanju priredbe pesmi Rise like a Phoenix. Over glass, neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. As from the fading light, rise like a phoenix. Don't be anxious, seeking rather than vengeance. Retribution, you were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn. I will rise like a phoenix. Your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today, and you have got to see to believe. As from the fading light, rise like a phoenix.
seeking rather than vengeance. Retribution you were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn. I will rise like a phoenix, but you're my Hvala zboru, hvala, da ste nam pomagali prebiti ta led, kot radi rečemo. Zdaj pa k besedi vabim predsednico Republike Slovenije, doktorico Natašo Pirc Musar. Izvolite. Živjo? Ste v redu? Recite ja. Jaz sem v redu. Spoštovani zagovornik načela enakosti, Miha Lobnik, spoštovani predsednik Ustavnega sodišča, dr. Rok Čeferin, spoštovani predsednik Vrhovnega sodišča, dr. Damjan Oroš, spoštovana nekdanja predsednika Republike Slovenije, gospod Milan Kučan in dr. Danilo Tirk, spoštovana varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek, spoštovana vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Jug-Jerše, spoštovani vsi ostali, če bi vas naštevala, bi trajalo še dolgo, ampak vidim vrhunsko udeležbo. Sem vesela in zadovoljna, Miha pa tudi, kaj ne? Posebno veselje mi je danes z vami praznovati 10. obletnico delovanja tega pomembnega državnega organa. 10 let je v delovanju institucije obdobje, v katerem se iz ideje izoblikuje praksa, se iz načela rodi zaveza in se pokaže, ali smo kot družba pripravljeni vrednote, o katerih govorimo, tudi zares živeti. Načelo enakosti ni le ena izmed pravic, temveč temelj vseh pravic. Brez enakosti svoboda hitro postane privilegij, dostopen le nekaterim. Slovenija je bila ena zadnjih držav Evropske unije, ki je ustanovila specializiran organ za varstvo pred diskriminacijo. Druge države članice so takšne organe imele že od leta 2004 dalje, pri nas pa se je proces začel šele leta 2016 s sprejetjem zakona o varstvu pred diskriminacijo in z izvolitvijo prvega zagovornika načela enakosti, Mihe Lobnika. In prvega ne pozabiš nikoli. Res? Postopoma se je vzpostavil organ, ki danes strokovno in odgovorno opravlja vse naloge določene z zakonom. Ljudje tak organ potrebujejo. Na zagovornika se vsako leto obrne več kot 500 ljudi zaradi svetovanja ali suma diskriminacije. Ko nekdo zaradi starosti ne dobi zaposlitve, ko invalid ne more dostopati do storitev, ki so drugim samoumevne, ko otrok zaradi socialnega ozadja nima enakih možnosti pri izobraževanju, zagovornik v zadnjem poročilu izpostavlja, da ostajajo izobrazbene razlike med Romi in večinskim prebivalstvom velike, še posebej v jugovzhodni Sloveniji, ali ko je posameznik zaradi svoje identitete izključen, no takrat se pokažeta razkorak in razpoka med zapisanim pravom in resničnim življenjem. Prav v teh razpokah že 10 let deluje zagovornik načela enakosti. Njegovo delo pa presega pomoč posameznikom. Zagovornik opozarja na sistemske nepravilnosti, vlaga zahteve za presojo ustavnosti, sodeluje v sodnih postopkih ter izobražuje in ozavešča javnost. Izdana priporočila posegajo v samo jedro družbe, v zakonodajo, javne politike in sisteme, ki oblikujejo naša življenja. Kako uspešen je zagovornik pri tem, je odvisno od prav vsakega med nami.
Družba je namreč pravična toliko, kolikor so enake možnosti njenih najranljivejših členov. Delovanje zagovornika ima tako tudi konkretne družbene učinke. Večje je zavedanje o dostopnosti za ljudi z invalidnostmi, bolj jasno razumemo prepoved diskriminatornih vprašanj na zaposlitvenih razgovorih, izboljšalo se je poznavanje položaja interspolnih in transspolnih oseb, volijo lahko tudi polnoletni državljani z intelektualnimi oviranostmi, pomembni premiki pa so bili doseženi tudi pri zagotavljanju pravic žensk in pri dostopu do oploditve z biomedicinsko pomočjo. Ko se tradicionalizem vrača kot odgovor na negotovosti sodobnega sveta, moramo biti posebej pozorni, da ne zdrsnemo nazaj v družbene vzorce, ki omejujejo svobodo in dostojanstvo. Enakost vseh članov družbe ni le vprašanje pravičnosti, temveč je tudi vprašanje razvoja. Spoštovane in spoštovani, v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja, postaja pomen neodvisnih institucij še toliko večji. Demokracija in človekove pravice namreč niso samoumevne, nikoli ne bodo. Po analizi raziskovalnega inštituta nemškega VDEM so leta 2025 prvič po 20 letih avtokratske države presegle število demokratičnih držav. Lahko vam nanizam tudi številke. 91 avtokratskih, 88 demokratičnih, ampak v teh 88 demokratičnih državah sveta prebiva zgolj 12% prebivalcev tega planeta. Ti podatki nas opominjajo, da je človekovo dostojanstvo, za katero si prizadevamo, krhka dobrina, kadar prevladajo logike moči izključevanja in neenakega vrednotenja človeškega življenja. Prav zato moramo posebej varovati institucije, ki nastavljajo ogledalo oblasti in družbi. Zagovornik načela enakosti, tako kot sicer tudi informacijski pooblaščenek, zdravo Jelena, Komisija za preprečevanje korupcije, dober dan Katarina, Varuh človekovih pravic, vsi ti potrebujejo avtonomijo, stabilno financiranje in zaupanje javnosti. Tudi najnovejši evropski direktivi o standardih za organe za enakost, ki jo žal Slovenija do sedaj še ni implementirala, dober dan gospod Mesec, od držav zahtevala, da sprejmejo posebne in konkretne ukrepe za zagotavljanje neodvisnosti organov za enakost ter njihove učinkovitosti v boju proti diskriminaciji in spodbujanju enakosti. Po 2 mandatih je Miha Lobnik z ekipo zgradil organ, ki se po strokovnosti lahko primerja z veliko starejšimi institucijami v drugih državah Evropske unije. Slovenija je na področju varstva pred diskriminacijo svoj začetni zaostanek nadoknadila. Zato se v imenu Republike Slovenije, zagovorniku načela enakosti in vsem tvojim sodelavkam in sodelavcem, Miha, iskreno zahvaljujem za opravljeno delo. Ampak pred nami so tudi novi izzivi. Digitalne tehnologije, umetna inteligenca in novi družbeni modeli prinašajo tudi nove oblike neenakosti, na katere moramo kot posamezniki in kot skupnost biti pozorni in jih odpravljati. Spoštovane in spoštovani, enakost ni cilj, ki ga dosežemo enkrat za vselej. Je pot, ki jo moramo vsak dan znova izbrati in utrjevati tudi ali pa predvsem za prihodnje generacije. Oktobra bo zagovornik dobil novo vodstvo. Javni poziv je že objavljen. Naj bodo tudi v prihodnjem desetletju njegovo vodilo pogum pri opozarjanju na krivice, strokovnost pri njihovem odpravljanju in človečnost, da vsi skupaj nikoli ne pozabimo, zakaj svoje delo sploh opravljamo. Še enkrat iskrene čestitke ob 10. obletnici delovanja zagovornika načela enakosti in veliko uspeha na nadaljnji poti. Od srca hvala, Miha, in hvala vsem za prisotnost.
Spoštovana predsednica Republike Slovenije, hvala za te spodbudne besede in pohvale. Zdaj pa prijazno vabim varuhinjo človekovih pravic Republike Slovenije, doktorico Simono Drenik Bavdek, da nas nagovori. Spoštovana predsednica Republike Nataša Pirc Musar, spoštovani zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, dragi Miha, spoštovani visoki gostje, spoštovani visoke gostje. V čast mi je, da sem danes tu pred vami. Najprej čestitke zagovorniku načela enakosti za prvih 10 let. V življenju institucije je to čas, ko se jasno pokaže, kako potrebna je institucija v sistemu delovanja države. Pri varuhu smo vsekakor prepričani, da ste v 10 letih postali nepogrešljivi. Ne zaradi prava Evropske unije, ampak zaradi potreb, ki izhajajo iz družbe in človeških usod. Postali ste branik tistih, ki so bili nedopustno diskriminirani oziroma drugače obravnavani, četudi nenamerno zgolj zaradi drugačnosti. Pomembno ste prispevali že sploh pri razlaganju in razumevanju tega, kaj osebne okoliščine in diskriminacija so. Spominjam se začetku delovanja zagovornika kot neodvisne institucije po takrat novem zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Malo po sprejetju zakona, ko zagovornik še ni imel veliko zaposlenih, sva bila s kolegom iz Ministrstva za pravosodje kot anonimna javna uslužbenca poklicana in povabljena k novemu zagovorniku, ki je še sedaj zagovornik. Nisva točno vedela, zakaj, ampak izkazalo se je, da je bila potrebna originalna razlaga večine členov zakona, čeprav niso bila neposredna avtorja tega zakona. Ne da bi načrtovala, sva pomagala pri vzpostavljanju začetne avtoritete institucije zagovornika. Danes, po 10 letih, pa je jasno, da vsako vaše stališče glede odprave ali preprečevanja diskriminacije pomeni glas za tiste, ki ga sami iz tega ali onega razloga nimajo dovoljšnjega. Čestitam. Čestitam za vztrajnost, ko vas niso poslušali. Čestitam za pogum, ko ste opozarjali na nedopustno, čeprav je bilo neprijetno. Predvsem pa čestitam za vso tisto tiho, sistematično in strokovno delo, ki se na zunaj ne kaže, pa je prav to tisto, ki se na koncu najbolj konkretno pozna v življenju ljudi. Posebej želim izpostaviti Miha Lobnika, ki mandat zagovornika opravlja že skoraj 2 mandata in sicer z vizijo in osebnim angažmajem. Ne le, da je institucijo zagovornika, kot smo že slišali, v 10 letih postavil na noge, ampak ki je tudi dal prepoznavnost, vsebino in jasno identiteto. Ker sem danes tu kot varuhinja človekovih pravic, bi vas rada povabila h kratki primerjavi obeh organov za vodenje in ravnovesje v državi. Oba organa sta neodvisna in samostojna. To ni privilegij, to je temeljni pogoj za to, da sploh lahko opravljamo svojo vlogo. Verjamem, da bosta obe institucije to svojo neodvisno poslanstvo uresničevali tudi v prihodnjem desetletju in to vsaka samostojno, tako kot do sedaj. Prav razlike med nami so tisto, kar dela oba organa močnejša. Torej, ne gre za nepotrebno podvajanje nalog, ampak za samostojen in osredotočen razvoj na naših delovnih področjih. Če pri varuhu nadziramo tiste, ki imajo oblastno moč, se pristojnost zagovornika razteza tudi na zasebni sektor. Delodajalci, podjetniki, zasebne institucije, nihče ni izvzet iz prepovedi diskriminacije. Zagovornik ima poleg tega tudi inšpekcijska pooblastila, torej ne le svetuje in priporoča, ampak lahko v določenih primerih tudi sam neposredno nadzira spoštovanje zakona. Na drugi strani pa je postopek pri varuhu sicer vselej neformalen, a pokriva poleg vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz ustavnega in mednarodnega kataloga tudi načeli pravičnosti in dobrega upravljanja. Ne gre za vprašanje nadrejenosti ali podrejenosti, ampak za uspešno in učinkovito izvajanje komplementarnosti. V osebnem imenu in imenu institucije Varuha človekovih pravic Republike Slovenije se zagovorniku načela enakosti Mihu Lobniku,
in vsem zaposlenim, ki institucijo zagovornika načela enakosti gradite ali ste jo gradili, zahvaljujem za 10 let vztrajnega dela, za 10 let pogumnih priporočil, za 10 let zagovorništva tistih, ki so ga potrebovali in so se obrnili na vas. Obenem verjamem, da bo naslednjih 10 let in več prineslo tisto, za kar si vsi skupaj prizadevamo. Slovenijo, v kateri enaka obravnava ni izmuzljiv cilj, ampak stvarnost, v kateri živimo. Hvala. Spoštovana varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije, hvala za te spodbudne besede. Zdaj pa vabim k besedi cenjeno vodjo predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji, doktorico Jernejo Jukirše, da nas nagovori. Spoštovana predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, spoštovana bivša predsednika, spoštovani visoki gostje, predvsem pa spoštovani zagovornik načela enakosti, gospod Lobnik, pa cenjene dame in gospodje. Veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim v imenu Evropske komisije ob praznovanju 10. obletnice delovanja zagovornika načela enakosti. Danes obeležujemo 10 let predanega dela, 10 let prizadevanj za pravičnost, dostojanstvo in enake možnosti za vse. In na to smo lahko skupaj ponosni. Nediskriminacija je temeljna vrednota Evropske unije in zato jo varujemo z jasnim in trdnim pravnim okvirom. Kljub temu pa izzivi ostajajo. Številni posamezniki se še vedno srečujejo z diskriminacijo zaradi tega, kdo so, odkot prihajajo, koga ljubijo ali ker živijo z invalidnostjo ali pa le zato, ker so malo starejši. Mnogi primeri diskriminacije pa sploh niso prijavljeni. Ljudje namreč ne vedo, kam se obrniti ali pa ne verjamejo, da se bo kaj spremenilo. In prav to je tisto, kar bi nas moralo skrbeti. Spoštovani zagovornik in spoštovani sodelavci zagovornika, prav zato ste vi tukaj ključnega pomena. Vi namreč udejanjate zaščito enakopravnosti v praksi, pomagate uveljavljati zakonodajo, svetujete žrtvam diskriminacije in pomagate najti podporo, iskati pravico in biti slišani. Hkrati pa opozarjate na globlje strukturne probleme v družbi. Pravni okvir Evropske unije pa vam pri tem pomaga, seveda tam, kjer imamo kompetence, v okviru načela subsidiarnosti. 2 direktivi, predsednica jih je že omenila, o standardih za organe za enakost, ki sta bili sprejeti leta 2024, postavljate jasne minimalne standarde za celotno Evropsko unijo. Standarde, ki zagotavljajo neodvisnost, ustrezne vire, jasna pooblastila in učinkovita orodja za ukrepanje. Ta zakonodaja krepi položaj organov za enakost in z njo želimo institucijam omogočiti, da učinkovito pomagajo žrtvam, zbirajo dokaze o diskriminaciji, sodelujejo v sodnih postopkih ter nudijo izvensodne rešitve. Zakonodaja tudi krepi njihovo vlogo pri preprečevanju diskriminacije in spodbujanju enakosti, tudi z javnim poročanjem in priporočili oblastem. Vendar se postavlja vprašanje, bodo ta pravila dejansko spremenila življenja ljudi? Bodo res organom za enakost omogočila nemoteno delo? Rok za prenos evropskih pravnih aktov v nacionalni pravni red je namreč že prihodnji mesec. Zato zakonodajalce in s tem tudi predsednica RK trenutno, lahko rečemo trenutno in prihajajočo slovensko vlado, čaka zahtevna in odgovorna naloga, ker tudi Slovenija namreč mora prilagoditi svojo zakonodajo. In med drugim bo Slovenija morala zagotoviti, da imajo organi za enakost dovolj finančnih, kadrovskih in tehničnih virov za učinkovito in pravočasno opravljanje svojih nalog, tudi ob morebitnem širjenju pristojnosti. Financiranje pa mora biti stabilno in dolgoročno načrtovano, delovanje organov pa ne sme biti prepuščeno ad hoc političnim odločitvam. Močni in neodvisni organi za enakost pomenijo pravičnost za posameznika.
Pomagajo tudi graditi Evropo, kjer lahko vsakdo v celoti in brez strahu sodeluje v družbi. Organe pa lahko umestimo tudi v monetarni okvir za tiste, ki bolj slišijo na to noto. Diskriminacija Evropo namreč vsako leto stane na stotine milijard evrov zaradi izgubljenih talentov, kar posledično pomeni izgubljeno gospodarsko rast. In organi za enakost pomagajo sprostiti tudi ta ekonomski potencial. Spoštovani, naj zaključim z zahvalo. Hvala za vašo predanost, strokovnost, vztrajnost. Vaše delo je temelj bolj pravične družbe in pravne države, v kateri ima vsak posameznik možnost sodelovati polno, enakopravno in brez strahu. Iskrene čestitke ob 10. obletnici in na Evropski komisiji vam bo še naprej stali ob strani in vam želimo veliko uspeha tudi v prihodnje. Hvala lepa. Spoštovana vodja predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji, hvala za vaš nagovor. Zdaj pa je čas, da besedo ponovno dobi glasba. Zbor Crystal Queer Choir nam bo v naslednjih minutah zapel priredbi pesmi Faith in Samo ljubezen, glasbeni program pa bodo sklenili svojo izvirno himno.
Srce veliko, kakor svet, nasmeh in iskrica očeh in beseda, poznaš jo tudi ti, življenjmo mnogo je poti. Ne išči sreče, kjer je ni, le poslušaj, kar srce ti govori, lahko ti podarim samo ljubezen. Eno in edino upanje, poglej me v oči in lahko si brez skrbi. Vem, da isto čutiš tudi ti. Kar želiš si, to ni greh. To je ljubezen. Poznaš me bolj, kot se ti zdi. Čeprav zatiskaš si oči, ko me gledaš, vidiš to, kar si. Dolgo časa si iskal, kar si mislim, da je prav, a na koncu eno boš izbral. Lahko ti podarim samo ljubezen. Eno in edino upanje, poglej me v oči in lahko si brez skrbi. Vem, da isto čutiš tudi ti. Lahko ti podarim samo ljubezen. Eno in edino upanje, poglej me v oči in lahko si brez skrbi. Saj jo v srcu čutiš tudi ti. Saj jo v srcu čutiš, pa tudi ti.
Hvala zboru in občinstvu za to navdihujočo glasbo. Zdaj pa k besedi vabim še zadnjega zagovornika načela enakosti, gospoda Miho Lobnika. Hvala. Spoštovana predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar, spoštovani predsednik Ustavnega sodišča, dr. Rok Čeferin in predsednik Vrhovnega sodišča, dr. Damjan Orož, spoštovana prvi predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan in bivši predsednik Republike, dr. Danilo Türk, spoštovana varuhinja človekovih pravic, draga dr. Simona Drenik Bavdek, spoštovana predsednica Računskega sodišča Jana Ahčin, spoštovani ministri, spoštovani poslanci in poslanke Državnega zbora, državne svetnice in državni svetniki, spoštovani poslanec Evropskega parlamenta, spoštovana vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Jerneja Juker-Še in spoštovani vsi prisotni veleposlaniki, spoštovani predstavniki mnogih nevladnih organizacij, civilne družbe, akademiki, dragi gostje in gosti, dragi pevski zbor, drage sodelavke, nekdanje in nekdanji, dragi sodelavci, dobrodošli. Hvala, ker ste danes tukaj z nami. To, kar sem mislil danes povedati, bom začel z zgodbo. Zjutraj, ko sem se odpravil od doma, sem pri dvigalu naletel na gospo, ki se je s hojico prebijala v dvigalo. Ko se je obrnila proti izhodnim vratom, se mi je opravičila, da mi kaže hrbet. Potem pa sem si opravičil jaz, ker bi se pravzaprav lahko postavil bolj pred njo. In pripovedovati mi je začela, kako veliko je pomeni, da ima ta blok, v katerem živi, tudi klančino. Ker sedaj gre zaradi nje lahko samostojno, sama, s pomočjo hojice v trgovino. In ko se počuti tako ujeta v stanovanju, ji to ogromno pomeni. Zato sem jo z razumevanjem poslušal in mislim, da je to opazila in mi začela pripovedovati več o sebi, o vrtoglavici, ki jo doživlja, in o razlogih za njeno šibkost. In začutil sem, da jo moram poslušati. V mislih sem imel sicer današnji dan, veliko priprav, mudila se mi je po opravkih, ampak zadržal in zdržal sem z njo, čeprav se mi je načrt že zjutraj podaril. Ko sva se poslovila, pa me je dohitel drug sosed iz bloka in me vprašal, zakaj ste pa tako dobre volje. Pa sem rekel, delat grem. Kaj pa delate, je zanimalo starejšega gospoda pri 70-ih. Delam pri zagovorniku načela enakosti, sem mu povedal. In kot velikokrat zadnjih 10 let, kaj pa je to? Ukvarjamo se z diskriminacijo, z enakimi možnostmi, enakimi pravicami in enako obravnavo. To so enake pravice moških in žensk, je rekel in hitro zagrabil. Socialno stanje pa starost, sem rekel, ja, točno to. Fajn, ampak a se bo to delalo še tudi pod novo vlado? Takrat sem imel občutek, da bi najraje zamenjal temo. Bo, sem rekel. Kaj pa vi delate? Švaser sem in tudi mi imamo veliko težav v zadnje čase. No, sem nadaljeval, vidite, oba delava z lučjo. Vi z njo varite, jaz pa skušam osvetljevati neke ranljive dele družbe, ki niso vidni in zato lahko postanejo vidni. Zasmejal se je in rekel, se pa vidi, da delate z besedami, srečno. Ker sem zamujal, sem poklical taksi in taksist, ko sem se usedel in sva se zapeljala čez Ljubljanico, je rekel, oprostite, nekaj bi vas rad vprašal. Sem rekel, ja, prosim, moj prijatelj je dobil otroka zadnjič in od veselja skočil v Ljubljanco. In to smo delali kot mulci, on je pa zdaj dobil kazen od policije. A se vam zdi to pravično? Takrat se mi je zazdel, da bo danes en res poseben dan. To se je zgodilo danes zjutraj. Sem rekel, ne, to pa res ne, ampak dostikrat so stvari zelo komplicirane. V teh 3 jutranjih sličicah se je zgodilo marsikaj, kar spremlja moje delo zagovornika načela enakosti zadnjih 10 let.
stik z bolečino ljudi, zavedanje in tudi občutek, da se ljudem godi krivica, ki jim jo povzroča družba in družbeni sistem. In naj nadaljujem v tej smeri s poskusom, da tudi tukaj povem, kaj pod imenom zagovornik načela enakosti v Sloveniji delamo zadnjih 10 let. Kadar nekaj osvetlimo, se je izkazalo, da je to potem dobro naslikati in pokazati drugim. Namreč dobra slika lahko ljudi premakne. Se pa zgodi dvoje. Nekdo reče, da je to samo subjektivno, da je to tako videl samo slikar. Medtem pa fotografi objektivno posnamejo, kar vidijo. In takšni naj bi bili in so tudi naši postopki ugotavljanja diskriminacije. In ko me je zadnjič tudi moj zobozdravnik spraševal, kaj pravzaprav delam, sem mu rekel, tako kot vi z ogledalcem v zobeh iščete škrbine, razpoke, kot je rekla predsednica, tudi jaz skušam v družbi z ogledalcem pokazati tiste boleče dele. Dostikrat poskušamo s temi zrcali tisto, kar vidimo, pokazati drugim. Skušamo tudi najti izvor bolečine, da bi jo odpravili. Slika torej premika in če je slika dobra, če je prava, ljudje reagirajo in stvari se spreminjajo. In če pokazati na fotografiji pomeni ugotavljati diskriminacijo, pokazati, da se je zgodila človeku na papirju, pa so z ogledali večji problemi. Ogledalo je lahko majhno, lahko je pa veliko, lahko je popačeno, lahko je umazano. Z ogledali so težave. Namreč, ali zmoremo to svetlo luč, ki pokaže, kakšna je družba v resnici? Ali zmoremo z ostrim ogledalom pokazati vsakokratni oblasti, kar ji gre? Ali zmoremo zdržati sliko stanja v številkah, ko jih enkrat odčitamo? Ali zmoremo dobre, boljše predloge za reševanje problemov? In ali zmoremo spremembo odnosa v sebi do različnih, do drugačnih ljudi? Mačeha kot pri Sneguljčici je država, ki skriva ali razbija ogledala, kadar ta pokažejo, česar noče videti. In neodvisne institucije, kot so Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, Informacijska pooblaščenka in Zagovornik načela enakosti, to so naša ogledala. Mačeha je vlada, če za sliko, ki jo kažemo, krivi in razbija ogledala. Mi pa verjamemo v moč slike, da spreminja. Mi pa verjamemo v moč govora o krivicah in položaju ranljivih skupin, da jim bolečino olajša, ker vemo, da je to tisto, kar družbo spreminja, da to svet spreminja na bolje. In to je to. To je to, kar pri zagovorniku načela enakosti počnemo zadnjih 10 let. Smo se že na začetku sprli z vlado. Eno tako majhno ogledalce, tako zobozdravniško bi mi imeli, so mi rekli. Drobno prosim, morda kozmetično za v torbico. Zagovornik in 3 ljudje. Ne, na to nisem pristal. Ni bilo lahko, ampak na to tudi danes ne pristajam. Nemoč ljudi, ki jim skušamo pomagati in njihove bolečine so zelo velike. In to nas žene, da se že 10 let borimo za njih, ampak tudi za pogoje za dobro delo. Zato smo zavrnili, da daš instituciji nalogo, da daš ljudem obljubo in upanja na pomoč, ne daš ji pa virov in strokovnjakov, da to pomoč izvajajo. To je nepošteno in to zavračamo vsak dan in kljub temu delamo naprej. In nauk, če je bilo težko prevesti evropske direktive, več kot 10 let je trajalo, da smo jih implementirali leta 2016 v slovensko zakonodajo, potem si lahko mislite, kako težko je bilo izvajati to prakso. Ampak naše delo je dolgotrajno, je sistematično.
To je edina pot. Za izboljšanje položaja ranljivih skupin v družbi ni bližnjic, ne levih, ne desnih. In na vprašanje, ali kot družba prenesemo vse to, kadar ne gre lahko, naj spomnim, da četrtina javnega prostora še ni prilagojena gibalno ovirani in le 15% romskih otrok na Dolenjskem konča osnovno šolo. Torej, če gre z besedami težko, bo šlo še težje z dejanji in še več samo besed ne bo pomagalo. Treba bo delovati drugače. Ja, mi pri zagovorniku načela enakosti verjamemo, da kot družba v Sloveniji to zmoremo, ker smo vedno bili in bomo ostali solidarna družba. In tukaj ponavljam, kar sem v teh 10 letih velikokrat rekel. Institucije niso zato, da se odkljuka kljukica v Bruslju, ampak da zares služijo ljudem. In oblasti, takšne in drugačne, lepih besed ter opuščenih dejanj smo se naučili gledati pod površino. Bistvo je očem nevidno, je rekla lisica malemu princu. Zato moramo vsi zagovorniki načela enakosti, tukaj med vami vas je danes veliko, ki lahko zelo dobro, odlično opravljate to delo, tudi naprej, moramo pa gledati s srcem, ne samo s papirjem, zakonom. Ne le svetlobo, ki osvetli torej, ne le ogledala, ki pokažejo skrite kote, ne le slike in fotografije življenj, ki jih ljudje živijo, ne samo priporočila in postopke. Ljudje potrebujejo tudi in predvsem, da jim nekdo iskreno prisluhne, ko jih boli, jim ponudi podporo in ponudi pomoč. Hvala vsem, ker ste, tako kot mi, zagovorniki načela enakosti. Enakih pravic, enake obravnave, enakih možnosti. Ker skupaj verjamemo v človekove pravice še naprej. Verjamemo tudi, da bomo kot družba zmogli počasi, vztrajno, naprej. Hvala vam. Hvala zagovorniku načela enakosti Mihi Lobniku za te besede. S tem smo v bistvu sklenili ta uradni program. Preostane mi samo še prijetna dolžnost, da se vsem ponovno zahvalim za udeležbo, za prispevek zboru, vsem govorkam in govorcem in vas povabim v pritličje na sprejem. Hvala lepa.